Ive Šubic, ilustracija iz pripovedke Martin Krpan. Ilustracija prikazuje rokovanje Martina Krpana in Brdavsa pred njunim bojem. Gre za barvno ilustracijo v tehniki gvaš. Nastala je v umetnikovem najbolj plodovitem obdobju, ko se je v slovenski ilustraciji razširil večbarvni tisk. V središču ilustracije sta Krpan in Brdavs. Prvi sedi na rjavi kobili, drugi na belem konju. Upodobljeni so iz profila. Krpan in kobila sta usmerjena v gledalčevo levo stran. Upodobljena sta v ospredju, da delno prekrivata Brdavsa in njegovega konja, ki sta obrnjena v desno. Krpan je krepke postave in izgleda prevelik za svojo kobilo. Oblečen je v umazano belo srajco, ki mu sega malo čez komolce, rdeč brezrokavnik in škornje do sredine meč. Ima močne poteze obraza in ostro pristrižene temno rjave lase, čvrsto čeljust, raven nos in rdeča lica. V levi roki ima sekiro, ki je ne vidimo v celoti, saj njeno rezilo zakriva kobilina griva. Z desno roko se rokuje z Brdavsom. Krpanu na stegnih počiva še kij iz lipovega lesa. Njegova rjava kobila je v koraku s prednjo dvignjeno nogo. Kobila ima značilno kvadratno obliko stegna zadnje noge, ki jo zasledimo pri več Šubičevih ilustracijah. Brdavs ima široka ramena, roke pa tanjše od Krpana. Krpanova kobila zakriva spodnji del njegovega telesa. Oblečen je v vijolično srajco z dolgimi rokavi, črn brezrokavnik in rumen pas. Ima škrlatno rdeče hlače in ogrinjalo, ki plapola v gledalčevo desno smer. Glavo mu pokriva rdeče bel turban. Ima podolgovat obraz, kratko pristriženo brado, dolg nos in koničaste brke. Tudi on je rdečeličen. Za pasom ima meč. Jaha belega konja, ki je večji od Krpanove kobile. Dogajanje poteka na travniku, ki je modro-zelene oziroma turkizne barve. Packe v rdečih, rumenih, zelenih in belih barvnih odtenkih nakazujejo rastline na njem. V zgornjem delu ilustracije, za Krpanom in Brdavsom, je mesto, ki ga prikazujejo preproste ploskovite hiše v toplih barvnih odtenkih različnih velikosti. Mesto se razprostira od levega do desnega roba ilustracije. Krpan je želel čim prej opraviti z bojem, da bi šel lahko domov, zato ima na obrazu zbran in odločen izraz. V zgodbi je Brdavsu tako močno stisnil roko, da mu je izza nohtov pritekla kri. Njegovo bolečino lahko razberemo z izraza na obrazu, in sicer priprtih oči, stisnjenih in usločenih obrvi. Po sencah Krpanove kobile in Brdavsovega konja lahko sklepamo, da se bo boj zgodil opoldne in da je vreme sončno. Ive Šubic se je rodil leta 1922 v Hotovlji pri Poljanah nad Škofjo Loko. Leta 1941 se je pridružil partizanom, kar je vsebinsko zaznamovalo njegovo ustvarjanje. Navdih za ilustracije je našel tudi v ljudskem slikarstvu in poslikavi panjskih končnic. Zgodba o Martinu Krpanu mu je bila blizu, saj pogosto upodablja trud in uspehe malih ljudi.